Bralce in nasplošno odjemalce vseh vrst medijev bi moralo zanimati tako lastništvo medijev, ki jih spremljajo, kot tudi informacija, kdo te medije financira. Časopisna industrija je ponekod v krizi, kar se kaže tudi pri padcu tiskane naklade. Težave najverjetneje izhajajo iz ključnih virov financiranja, ki pa se z leti tudi spreminjajo. Pregledali smo časovno obdobje od leta 2003 do 2018 in katere tiskane medijske hiše so v tem obdobju prejele največ javnih sredstev. Splošno informativni časopis Delo d.o.o. z vsemi pripadajočimi edicijami je v omenjenem obdobju prejel skupno od javnih in zasebnih podjetij malo manj kot 53 milijonov evrov. V grafu so zapisane posamezna podjetja v Mariboru, ki so prav tako financirala omenjen časopis. Univerza v Mariboru je prispevala malo več kot 350 tisoč evrov, SNG Maribor slabih 87, Mestna občina Maribor dobrih 40 tisoč evrov. Od izpisanih podjetij na grafu, to so zasebna in javna podjetja v Mestni občini Maribor, so skupno prejeli 803 tisoč 509 evrov in 11 centov. Dnevnik DD z vsemi pripadajočimi edicijami pa je v enakem obdobju prav tako od državnih sredstev javnih in zasebnih podjetij prejel več kot 24 milijonov in pol evrov. Tudi v tokratnem grafu smo izpostavili mariborska zasebna in občinska podjetja, med katerimi sta ponovno iz našega konca prispevala Univerza v Mariboru in SNG Maribor, Mestna občina Maribor pa je v 15-letnem obdobju prispevale dobrih 4600 evrov. Časnik Večer, časopisno založniško podjetje d.o.o. je iz javnih sredstev v obdobju med leti 2003 ter 2018 prejelo dobrih 10 milijonov evrov. V grafu so zapisana nekatera občinska in javna podjetja s sedežem v Mariboru ter Ljubljani, ki so financirala Večer. Skoraj 710 tisoč evrov je prispevalo Ministrstvo za finance, Univerza v Mariboru 607 tisoč evrov, Mestna občina Maribor okoli 460 tisoč. Če preverimo natančneje, katera so tista javna občinska podjetja v Mariboru, ki so financirala Večer, se na prvem mestu pojavi MOM s 460 tisoč evri. Javni medobčinski stanovanjski sklad je Večeru dal dobrih 164 tisoč, Mariborska knjižnica pa slavih 154 tisoč evrov. Zavod za turizem Maribor Pohorje je prispeval 22 tisoč 600 evrov, Snaga ter Nigrad okoli 10 tisoč. Vsa tista javna podjetja s sedežem v Mariboru, ki so s precejšnjimi zneski v tem obdobju financirala Večer, pa so Univerza v Mariboru, kateri so namenili skoraj 608 tisoč evrov, UKC Maribor z nakazanimi skoraj 200 tisoč evri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ki je financiral Večer z okoli 100 tisoč evri in vsi ostali, ki so zapisani na grafu. Vsa videna podjetja skupaj so dala malo manj kot 1 milijon in 100 tisoč evrov. Po podatkih Erarja, aplikacije za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji, je bilo med prvimi 10 javnimi in zasebnimi podjetji v Mariboru, ki smo jih lahko videli tudi v grafih, financiranju Večera skupno namenjenih dobrih 2 milijona 53 tisoč evrov. Po podatkih, ki jih najdemo na Biziju, pa je letni prihodek Večera sicer za leto 2016 dobre 3 milijone 171 tisoč evrov. V prihodnjih dneh bomo podrobneje pregledali financiranje tudi časnika Dnevnik in Delo, saj ima javnost pravico vedeti, koliko javnega denarja namenjamo za sofinanciranje medijev.